Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Od 25.1. je v Galeriji Avle občine Radovljica odprta razstava avtorice Tanje Eržen Rotar z naslovom Srečanja. V čem pa je poanta te razstave, pa nam bo povedala sama avtorica. Lepo pozdravljeni. Dober dan, lepo pozdravljeni. Poanta te razstave Srečanja so pravzaprav srečanja z mojimi notranjimi svetovi, sama s sabo v zadnjem letu in pa tudi srečanja v samem ateljeju, kjer imam likovno šolo, kjer se s svojimi tečajniki srečavamo vsak dan in so to eni taki lepi ustvarjalni trenutki. Kako vaši tečajniki sprejemajo umetnost? Zelo lepo, zelo dobro, zelo osebno. Lih ta osebnost oziroma ta oseben pristop se mi zdi, da gradi ene posebne trenutke, ki ostanejo v spominu in da tudi zaradi tega bolj na višji nivo postavljajo svojo percepcijo umetnosti. In kakšna je povprečna starost vaših tečajnikov? Najmlajši so tam 7-8 let, do najstarejših, ki so pa že upokojeni. In kaj uporabljate pri svojem delu? Na tečajih v bistvu se ukvarjamo in s kiparstvom, keramiko, slikarstvom in študijskim risanjem. V mojem osebnem delu pa uporabljamo v glavnem slikanje, olje ali pa v tem primeru pa akrile v večini. No, in ta razstava govori tudi o vaši hčerki, ki jo takrat še ni bilo? Ja, tudi. Jaz sem v bistvu po študiju ustvarjala, potem sem pa, ko sem zanosila, pravzaprav nehala ustvarjati, sem se posvetila res likovni šoli. V zadnjem letu sem pa spet sama začela ustvarjati. Že dolgo let ustvarjate? Ja, že celo življenje. Pravzaprav. So za vami tudi kakšni uspehi? Ja, sem imela že nekaj samostojnih razstav, nekaj skupinskih razstav, sodelovanja z likovnimi društvi. Moj največji oseben uspeh je pa res likovna šola. In pa še kaj več mogoče o tej razstavi, ki jo razstavljate tukaj v Galeriji Avle občine Radovljica. Slišala sem, da je to neka posebna razstava, neka posebna zvrst. V bistvu sem se naslonila na ikone. Včasih sem delala, na drugi strani se vidijo bolj realistični akti, ženska me je vedno navdihovala, sploh odkar sem mamica, mogoče še bolj. Tukaj so pa res izpovedne slike. Naslonila sem se, kakor sem že rekla, na ikone, na slikarstvo srednjega veka. Seveda so vidni vplivi tudi drugih slikarjev, od katerih sem se učila. Vsaka slika pa predstavlja eno zgodbo, eno mojo osebno pravzaprav bitko, ali pa ne bom rekla bitko, moja osebna srečanja s svojimi strahovi, s svojimi ljubeznimi. In do kdaj bo tale razstava še na ogled? Do konca marca. Torej, občani in občanke se jo lahko gledajo v času uradnih ur občine Radovljica. Hvala lepa in še veliko umetnostnega ustvarjanja vam želim, Tatjana. Najlepše hvala.